Osnovne šole večinoma obiskujete v domačih krajih, s srednjimi pa ni tako. Ker za prihod v srednjo šolo večina za to porabi več časa, je prva sprememba manj spanja. Prej začenjamo in pač kasneje končamo. V bistvu v osnovni šoli sem jaz ostajala, ne vem, okoli skoraj ne 7:30, zdaj ravno pa vstati že ob 6. Druga sprememba, več dela za šolo. Se kar več učim, kot sem se v osnovni. Ostam kdaj tudi ob 5 ali pa še prej, da se še enkrat pač povadim snov, ker sem se jo naučil. In v bistvu sam upam, da bo pozitivno. Tretjič, novi predmeti in profesori. Bolj je zanimiv, tudi učitelji se jim vidi, da res z veseljem razlagajo snov. Ker je bolj taka snov, ki sem si jo jaz brala v bistvu. Peta sprememba, drugačne malice. Ni nujno, da bo vaša prehrana boljša, a dijaki te srednje šole so s šolsko prehrano zelo zadovoljni. Zdaj tukaj na Bicu so res pač lepe malice, imaš res lahko skuhano, pa imaš različne menije, karkoli ti v bistvu paše. Prijatelji iz osnovne šole lahko izberete različne srednje šole. Lahko se zgodi, da ob prihodu v srednjo šolo ne poznaš nikogar. A brez skrbi. Četrta sprememba, novi prijatelji. Jaz se še vedno bolj nadružim iz osnovne, ker so mi zelo pri srcu. Ampak ja, sem tudi tukaj našla nove prijatelje. Na začetku sem bila precej tako zadržana, ampak ko sem, ne vem, 1 ali pa 2 spoznala, sem se pa odprla bolj. Šestič, več vožnje. To dobro ve Lara, ki se v šolo z Vrhnike pripelje z 2 avtobusoma. Pot je za učenje prekratka, pravi. Včasih grem s sošolko, včasih, če ona ne gre, sem pa največkrat sama, pa včasih pa srečam tudi kakšne svoje stare šole. Večinoma poskušam zaspati, to je večinoma zjutraj, če ne pa, ne vem, poslušam glasbo ali pa sem na telefonu. Spremembe se lahko zdijo naporne, a dijaki vam sporočajo, da bo vse v redu. Če ti ni všeč šola, veliko se jih je že prepisalo, tako da vem, da pač ni konec sveta, če se narobe odločaš.